Dajmo pogledati napoved za vas, raki. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj podrobno pogledali v trenutno dogajanje, v samo dogajanje, da vidimo, da dobimo še kakšen bolj konkreten nasvet ali usmeritev. To so splošne napovedi. Tule imamo karto smrti, bomo dali kar tukaj zraven. To so splošne napovedi, zato si interpretirajte pomene po lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vami, ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvoma. Okej, dajmo kar začeti. Se pravi, ta karta smrt, ki nam je padla ven med mešanjem, nakazuje na to, da zdaj raki hodite čez neko obdobje transformacije. Na nek način se spreminjate nek del svojega življenja, mogoče kakšen odnos, mogoče karierno pot ali kaj takega, tako da bomo zdaj videli, kaj se točno dogaja. Okej, zanimivo. Zdaj, kot osrednja energija te napovedi imamo desetico mečev. In to mi govori v bistvu o tem, da se zdaj raki v bistvu zaključujete to neko težko obdobje. Nekako prihajate ven iz nekega obdobja, ki je bilo za vas precej mučno, dosti nekih bremen, dosti dvomov, dosti nesigurnosti. Tudi tukaj v preteklosti imamo karto luna in dvojko mečev. Karta luna je karta v bistvu, ki nakazuje, da smo v na nekem neznanem področju. Se pravi, veš, kam si želiš priti in hodiš proti temu, ampak nekako situacije so tako nepredvidljive, ne veš, kaj točno pričakovati, ne veš, kaj se bo zgodilo, ne veš, kakšen hočeš, da je cilj, ampak in greš in hodiš proti temu cilju, ampak nimaš pojma, kako boš prišel do tega cilja, če boš sploh prišel, kaj se bo vse vmes zgodilo. Torej neko obdobje, neke teme, ko ne veš, kaj bi lahko pričakoval. Tukaj imamo same take temne karte, se pravi, tukaj za vami je res neko tako težje obdobje, ki bi rekla, da je trajalo kar nekaj časa. Zdaj, tukaj imamo tudi dvojko mečev, kar mi nakazuje na to, da ste prišli raki do nekega križišča v preteklosti. Se pravi, nekako se vam je pokazala neka nova pot, neka nova priložnost in kot je videti, ste šli proti tej priložnosti. Tukaj, ker v bistvu seštevek teh dveh kart nas navezuje na karto sodba. Se pravi, ta nova priložnost je bila za vas neko vaše poslanstvo, nekaj, kar vam je namenjeno. In jaz bi rekla, da ste se v glavnem odločili za to pot, ker imamo tukaj potem v sedanjosti šestico palic in svečenika. Tukaj vidite, da zdaj trenutno, da se počutite nekako zmagovalno, nekako se vam zdi, da ste dosegli nekaj, kar ste si želeli doseči. Tukaj vidite nek uspeh, zadovoljstvo, ampak predvsem pa je tukaj izrazito to, da ste v bistvu našli neko skrivnost, neko skrivno sestavino, skrivnost v smislu, da se vam je razkrilo nekaj, kar vam je v bistvu odprlo ful enega novega obzorja. Tako kot da bi, kako bi to opisala, pač izveš nekaj, kar si že nonstop nekako vedel pri sebi, ampak nikoli ni bilo tako izrazito. In potem, ko enkrat to pride na površje, ko enkrat to spoznaš, takrat se ti pol odpre cel nov svet in v bistvu vidiš, da si to že vedel prej, ampak na nek način tega nisi znal uporabljati. In ta skrivnost ti pomaga, da v bistvu to, kar si nekako imel v sebi, da naenkrat znaš uporabljati in iz tega v bistvu narediti nekaj več. Zdaj za prihodnost imamo tukaj kralja palic in kralja mečev, dve zelo močni osebi. Zdaj, če to gre za nek odnos, je tu videti, da ste v bistvu s to neko osebo prišli na isto valovno dolžino. Se pravi, obe sta kralja. Zdaj, eden je kralj palic, to je neka oseba, ki je nekako bolj energična, motivirana, ima ogromno nekih idej, vedno nekaj ustvarja, vedno naredi nekaj več, ali ne vem, nekako tako, kot taka eksplozivna oseba, ampak v dobrem smislu, taka zelo pozitivna. Pol pa imamo tukaj eno drugo osebo, ki pa je taka zelo nadzorna, načelna, vedno se drži nekih pravil, vedno je usmerjena bolj v sebe in nekako sebe postavlja na prvo mesto in zelo redko pokaže neka čustva, tako da bi pokazala neko čustvenost,
ali je to veselje, žalost, pač vedno nekako tako navzven deluje zelo taka monotona. Zdaj, kaj se dogaja s temi osebami tukaj, bomo še videli. Zdaj, tisti, ki niste v odnosu, ste recimo bolj v karieri, bi tukaj rekla, da to gre za neko usklajevanje vaših notranjih energij. Se pravi, recimo, če ste bili prej bolj nekako fokusirani, bolj nekako strukturirani po nekih načelih, se tukaj zdaj zna zgoditi, da se bo v vas prebudila energija neke inspiracije, motivacije, nekega ustvarjanja in pa obratno, ne, če ste bili prej bolj ustvarjalni, se bo zdaj nekako v prihodnosti tista druga vaša stran, se pravi tista bolj načelna, nadzorna, bo nekako se prebudila v vas. In na nek način vidim to kot yin in yang energijo. Čeprav imamo dva moška tukaj, dve moški karti, jaz bi rekla, da to nekako nakazuje na to, da boste našli to neko ravnovesje v sebi. Med to moško, žensko in med moško energijo in žensko energijo. Ok, dajmo malo bolj natančno zdaj pogledati, kaj se točno tukaj dogaja. Tukaj imamo še enkrat smrt. Se pravi, definitivno gre tukaj v preteklosti za neko transformacijo. Nekako ste se raki v bistvu prelevili v neko novo osebo. Evo, karta norec tudi nakazuje na to, da ste izbrali neko novo pot. Se pravi, tukaj imamo devetico novcev, karto norec in štirico novcev obrnjeno. Zdaj, seštevek teh kart, kakšno naključje, nas spet navezuje na karto smrt, številka 13. Tukaj imamo 13. Se pravi, 4 plus 9 je 13. Torej, ena res velika transformacija, raki, je za vami. Konec je tega napornega obdobja. Desetica pomeni konec in nov začetek. Desetica se spremeni v enko. In tukaj imamo devetico, se pravi, v preteklosti nekako ste bili samozavestni, samozadostni, ampak nekaj kot da je manjkalo. In potem se je odprla neka nova priložnost in videti je, da ste šli s polno paro proti tej novi priložnosti, ki vam nekako imate v mislih, da vam ta priložnost prinaša neko obilje, neko zadovoljstvo. Zdaj, obilje to je lahko na finančnem področju, lahko je na ljubezenskem, na poslovnem, na katerem koli. Pač obilje v smislu, da se počutiš zadovoljnega, da se počutiš izpopolnjenega. Je pa videti tukaj, da ste se še nekaj časa zadrževali zase, nekako niste dali vseh tega znanja še na nek način ven iz sebe ali pa kaj takega. Zdaj, kot akcijo imamo tukaj dvojko mečev obrnjeno narobe, kot izid pa šestico palic obrnjeno. Ja, jaz bi rekla, da tukaj ste v bistvu na nek način, da ste se podali proti tej neki novi poti, ki se zdi taka polna nekih ovir, polna nekih možnih zapletov. Ampak nekako videti, da ste zbrali to moč in se podali naprej in v tem ste nekako našli neko zmago. Evo, šestica palic in tukaj imamo naprej šestica palic. Se pravi, definitivno ste zdaj še nekako prepleteni s to preteklostjo v trenutni situaciji, da vidimo. Šestico mečev imamo spodaj, tukaj imamo osmico mečev obrnjeno, kraljico mečev obrnjeno in cesarico. Wow. Ja, definitivno trenutna situacija je taka. Tukaj se nekako odmikate od teh nekih omejitev, ki so vas v preteklosti držale nazaj, ki so vam onemogočili, da bi naredili nekaj več iz svojega življenja ali pa iz svojega odnosa, mislim iz odnosa, v katerem ste in tako naprej. Videti je, da ste tukaj odločni, da ste prekinili s preteklostjo, nekako ful ste tudi hvaležni za vse neke ovire, ki so vam prišle v preteklosti na pot, ker nekako spoznavate, zakaj ste mogli iti čez določene ovire, zakaj so se vam neki problemi zgodili v preteklosti in kaj ste se od njih naučili. In definitivno imate zdaj zavedanje, da ste nekako, da ste prišli do te točke, ko veste,
da ste zadovoljni s svojim življenjem, vidite nek napredek, čutite neko obilje, udobnost v svojem življenju, tako kar se tiče odnosov, tudi kar se tiče financ, kariere, nekako čutite to neko zadovoljstvo, obilje in kreativnost. In definitivno ta šestica mečev obrnjena narobe tudi nakazuje na to, da ste pripravljeni na to, da se odmaknete od vseh tistih stvari, ki so vas v preteklosti bremenile. Poglejmo še nasvet in izid za trenutno situacijo. Nasvet imamo paž mečev, izid pa karto zvezda obrnjeno. Ja, zdaj nasvet, karte paž mečev tukaj govori, da bi bilo dobro se mogoče pozanimati še o nekih stvareh, najti še neke dodatne informacije, mogoče to je v bistvu, ta karta je karta raziskovanja, karta učenja. Se pravi, neke informacije bi bilo dobro še, da še dobite, malo pogooglajte, mogoče koga vprašajte za kakšen nasvet, kakšno usmeritev. Definitivno pa ta karta zvezda nakazuje, da se bliža nekaj lepega pri vas, ampak tukaj je potrebno slediti še neke energije in to je videti, da se bo zgodilo v prihodnosti. Se pravi, tukaj imamo to gospodično, ki ta dva vrča zliva in se potem v bistvu ta voda nekako združi skupaj. In tukaj bi rekla, da v bistvu se zdaj še učite, kako usklajevati tukaj neke energije, kako biti na pravi način dovolj nežen, ampak hkrati dovolj oster in pokazati svoje meje. Zdaj v preteklosti vedite, da boste to nekako znali uskladiti. To je lahko že naslednji teden ali pa pač enkrat v bližnji, preteklosti, prihodnosti. To je lahko že prihodnji teden ali pa pač enkrat v bližnji prihodnosti. Karta sodba. Trojka palic. In karta moč. Zanimivo. Tukaj pa imamo asa palic obrnjenega. Ja, zdaj seštevek teh kart nas navezuje na karto cesarja in cesar recimo se zelo dobro poda s tem kraljem, s tema dvema kraljema. Tukaj imamo karto sodba, kar nakazuje na to, da sledite nekemu vašemu poslanstvu, da ste se na nek način prebudili, da ste nekako spoznali resnico o vas, to je ta svečenik in to vam je dalo tisti zagon, da se odpravite naprej. Bo pa tukaj še vedno treba nekako ohranjati neko notranjo moč in to v bistvu gre za te dve energije. Se pravi, kdaj biti dovolj popustljiv in kdaj biti dovolj odločen. Se pravi, to bo nekako vaša lekcija tega tedna, vaše bližnje prihodnosti, da se naučite nekako usklajevati te vaše energije. Poglejmo še nasvet. Imamo kralja mečev in izid as novcev obrnjen. Zdaj tukaj imamo dvojnega kralja mečev. In jaz bi rekla v bistvu, glede na to, da ste raki, jaz sem tudi rak, tako raki smo ponavadi bolj nežni, bolj taki kreativni, ampak nežni. Nikoli nismo nekako preveč ostri in dostikrat radi pokažemo svoja čustva, če smo užaljeni, če smo srečni. Nismo nekako preveč zaprti vase, kar se tiče čustev. In glede na to, da imamo kot karto nasveta kralja mečev, bi jaz rekla, da tukaj raki, da vam karte svetujejo, da najdete to svojo notranjo moč, ampak hkrati, da držite te vaše meje, da ne dovolite, da vas kdorkoli na nek način ali ponižuje ali pa da vas želi preusmeriti na neko drugo pot, da vam želi na nek način pametovati in govoriti, kaj bi bilo prav, da naredite in kaj bi bilo prav, da ne naredite. Na nek način bi bilo boljše, da tukaj razmišljate s svojo glavo. In predvsem pa, da se ne preveč podrejate čustvom, se pravi, da se ne podrejate čustvom. Torej, če vas nekaj skrbi, da ne padete v to energijo zaskrbljenosti, ampak enostavno, da razmišljate o vašem cilju, vašem fokusu in greste naprej z vso odločnostjo. In to je tisto, kar bo bližnja prihodnost zahtevala od vas. Torej, da to odločnost nekako dvignete v sebi in da postanete bolj jasni, bolj iskreni. Zdaj, kot izid naslednjega tedna oziroma bližnje prihodnosti imamo asa novcev obrnjenega narobe. In ta karta me zelo veseli. Ta karta kaže na to, da prihaja neka priložnost,
ki je ne pričakujete, zaenkrat je še ne vidite. Jaz bi rekla, da se to v glavnem navezuje na karierno področje, ampak zdaj, ker imamo tukaj dve dvorni karti, lahko gre tudi za odnose. In če imate nekako v odnosih nek problem, gre tukaj za neko stabilnost. Tukaj vam bo nekdo ponudil neko ponudbo, neko rešitev ali pa skratka neko odobritev, da je nekako, da gre, kako bi to opisala? Se pravi, nekaj vam bo ponudil, kar bo v bistvu, evo, tukaj imamo šasa, palic, kar bo nekako ustvarilo neko lepo energijo med vama. Tule imamo še karto mag, karto kolo usode, trojko novcev. Ja, definitivno bi rekla, da gre to v glavnem za neko karierno področje. Tukaj je neka priložnost na vaši karierni poti. No, zdaj pa, če so odnosi, je to lahko tudi, ne vem, neka skupna vselitev, zaroka, pač neka taka stvar, ki na nek način nekaj zacementira, ne vem, kako bi to opisala. Ampak ja, upam, da ste nekako uspeli razbrati, kaj vam hočem povedati. Raki, wow, kakšno lepo potovanje iz neke teme, iz nekega takega čudnega obdobja, nova pot, popolna transformacija in tukaj pa nek lep uspeh, napredek in vidim dosti neke svobode, dosti uspeha, ampak ne bo še tako kmalu. Mislim, ne bo še recimo v naslednjem tednu zdaj, da bi prišli neki konkretni rezultati. Mogoče ta as novcev, se pravi ta neka ponudba, ampak videti je, da greste v pravo smer, videti je, da lepo rastete, da lepo zaključujete to zoprno obdobje in se pomikate proti nečemu lepemu. Raki, hvala, ker ste ostali z mano do konca. Želim vam lep in uspešen teden in se vidimo potem v novih napovedih. Čau, čau!